Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Država ni samo politika. Država so bolnišnice, šole, ceste, stanovanja, pokojnine in tudi delovna mesta. Država je sistem, ki mora delovati vsak dan v gospodarstvu, socialni varnosti, zdravstvu, splošni varnosti in seveda tudi v razvoju. Njena moč pa se ne meri le v zakonih in v številkah, ampak v tem, kako odločitve vplivajo na življenje ljudi, na stroške energije, na dostop do zdravnika, na možnosti, raznorazne možnosti za mlade, prav tako na varnost starejših in seveda na stabilnost v negotovem mednarodnem okolju. Zato so vprašanja vodenja države predvsem vprašanja odgovornosti, ravnotežja in seveda tudi dolgoročnih odločitev, kako hkrati reševati krize in seveda tudi graditi prihodnost. O tem bomo govorili danes. Gospod predsednik vlade, dr. Robert Golob, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobar dan. Eno kratko vprašanje vedno postavim svojim gostom. Kako ste? Zelo dobro. Na eni strani v pričakovanju kampanje uradne, na drugi strani pa dobre volje, ker vedno več rezultatov, ki so bili napovedani, pa je marsikdo ni verjel, se zdaj kaže kot realnost. Velja. Preden nadaljujeva v številke in tako naprej, bi vas vprašala malček, vi prihajate iz gospodarstva, predtem ste doktorirali na Univerzi v Ljubljani, bili ste tudi Fulbrightov štipendist, bili ste v Ameriki. Kaj vam te izkušnje od prej koristijo sedaj, ko ste v politiki? Vsak od nas prejde neko življenjsko pot, na kateri, če jo vse po načrtih, raste. Tudi sam sem rasel skozi svojo življenjsko pot in vsako okolje, in politika je posebno okolje, zahteva predvsem dosti izkušenj od prej, ampak potem pa prilagoditve. In te prilagoditve včasih potrebujejo nek čas, tudi jaz sem potreboval čas, včasih zaradi tega tudi delaš kakšno napako, ki je na videz nepotrebna, ampak je sestavni del učnega procesa. Potem se pa naučiš, in jaz sem menil kar nekaj okolj, da ko enkrat naštudiraš pravila, si pa lahko bistveno hitrejši, predvsem pa bistveno bolj ambiciozen pri ciljih, kot nekdo, ki nikoli ni menil okolja. Tako da, ja, v drugi polovici mandata smo bili zaradi tega bistveno hitrejši, tudi bolj ambiciozni in tudi zdaj znamo napovedati, kdaj bodo stvari, ki so že začete, dale rezultate, kakšni bojo in tudi kdaj bojo končane. Takrat na začetku mandata je verjetno seveda bilo drugače. Kako ste takrat vstopili v to obdobje in bi zdaj mogoče drugače ravnali? Jaz bi drugače rekel, na začetku vsake zgodbe, tudi v življenju, pa recimo katerekoli zgodbe v življenju, na začetku je vedno ogromno navdušenja. Tudi motivacije in navdiha. In tudi takrat je bilo, mi smo šli takrat z neko veliko motivacijo, da vrnemo normalnost, da vrnemo odprto družbo v državo, in je bil to glavni cilj. Ta cilj je bil sorazmerno hitro dosežen. Potem smo pa rekli, daj pa zdaj izkoristiti ta zagon, zato da tudi družbo spremenimo na boljše in da izpeljemo velike sistemske spremembe. In takrat, ko smo pa začeli izvajati, smo se šele soočili s tem, kakšno je to okolje, kdo so ostali deležniki in na kakšen način, spravi kako se pa lahko te spremembe začnejo izvajati. V tem času so bile določene tudi začetniške napake. Eni pravijo, da smo bili naivni, mogoče. Eni pravijo, da smo bili preveč ambiciozni, mogoče. Ampak, ker se nas to ni prestrašilo, spravi, ni nas strah pred napakami, nas ni ustavilo, da ne bi sprememb začeli, smo danes v situaciji, ko so prvi rezultati že tu. In ves čas smo govorili, in jaz to rad primerjam s hišo, ja, res hišo rabimo prenoviti, Slovenija je naša hiša, naš skupen dom, skupen pomeni od vseh državljank in državljanov, rabimo jo prenoviti in ne bomo jo prenovili v 2 letih, ne moremo jo prenoviti hitreje kot v 6 do 8, ampak zaradi tega se ne bomo ustrašili te prenove. In zdaj ta prenova lepo teče, kot rečeno, rezultati so že tu, ja, rabimo še 2 do 3 leta, da pripeljemo stvar do konca, ampak
to nas ne straši in ker vemo, kje smo delali napake, jih ne bomo ponavljali. Kar pomeni, zdaj smo že na točki, ko lahko napovedujemo stvari dosti bolj gotovo. Se pravi, trdni temelji in sedaj se gradi naprej. Zdaj smo že na fazi, ko zaključujemo fasado, pa posamezne sobe opremljamo, tako da ja. Sicer pa tudi, ko ste prevzeli takrat, je bila že energetska kriza. Dejansko ste prišli tudi v turbulentno obdobje. Niste prevzeli v nekem mirnem času. To drži. Takoj po začetku mandata je cela Evropa se soočila z veliko energetsko krizo, kar je bila, da se sliši mogoče čudno, ena velika prednost, saj zame osebno, zaradi tega, ker smo lahko v tistih prvih 6 mesecih izjemno okrepili vlogo in ugled Slovenije v evropskem prostoru. Takrat nam je uspelo, da je praktično cela Evropa, vključno z Evropsko komisijo, nekatere od ukrepov sprejela na naš predlog. Spravi, kar je Slovenija predlagala, je bilo potem tudi implementirano in praktično še vsa leta potem vsak tuj državnik, ko obišče Slovenijo, se zahvali Sloveniji za naše vodenje na področju energetike, takrat, ko se je soočila Evropa s krizo. Ta ugled nam tudi daje kakšno korist, da nam Evropa kdaj ne samo gleda skozi prste, nisem to mislil, ampak da nam skoči na pomoč hitreje kot komu drugemu in tudi izdatneje. To se je najbolj pokazalo kot reakcija na poplave leta 2023, ko je predsednica Evropske komisije bila v Sloveniji praktično v par dneh po poplavah in tudi denarna sredstva, ki smo jih takrat dobili, tako od komisije kot tudi od ostalih članic Evrope, so bila višja, kot smo jih pričakovali. In so zelo pomagala, da smo se lahko hitro postavili na svoje noge. Ja, pa tudi poplave so bile, pa še leto prej. Ja, ampak jaz bom tako rekel, krize ali naravne, ali človeške, ali pa gospodarske, se bojo vedno dogajale. In tudi v teh mandatu jih ni manjkalo, ampak ne glede na vse krize, smo mi vztrajali na poti, ki je rekla, prenovili bomo temelje socialne države, zato da bomo spet postali res prava, trdna socialna država. In te reforme so bile zdaj zaključene, so bile izvedene, zdaj nas pa čaka še naslednji korak in to je pa, ne glede na to, kar smo do zdaj naredili, želimo zaključiti s stvarmi, da bomo postali tudi razvojno prebojna država. Spravi, vsa sredstva, ki smo jih vlagali v znanje in s čimer bomo še nadaljevali, želimo, da se končajo, da se poznajo v novih delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo in po domače z višjimi plačami za zaposlene. To je ta korak, ki je na nek način naravno nadaljevanje vseh sprememb, ki smo jih do zdaj začeli. Ko pa so bile te naravne krize, so bile na začetku pri kakšni organizaciji, kakšni posebni izzivi, ko ste se seveda lotili tega, namreč to je... Požar na Krasu. Požar na Krasu, ki je pokazal dvoje. Na eni strani neverjetno solidarnost in organiziranost kot civilne zaščite, kot tudi prostovoljnih gasilskih društev. Takrat je več 10 000 gasilcev iz cele Slovenije, to besedno nepretrgane kolone gasilnih vozil, so bile na poti na Kras. Res fantastičen občutek solidarnosti. Na drugi strani smo se pa takrat, to je bilo leta 2022, takoj po prevzemu, soočili jaz bom kar rekel direktno, z nepripravljenostjo države, ki do takrat ni financirala takih operacij, ampak je bilo na občinah, da se spopadajo naprimer s požari in so bila sredstva izključno občinska. Spravi, ni država financirala teh operacij, država tudi ni kaj dosti sofinancirala razvoja opreme gasilskim društvom, še več. Mi smo šele kasneje davek, DDV znižali za gasilno opremo za prostovoljska društva, predvsem pa ni bilo podpore iz zraka. Ta požar je toliko časa trajal, ravno zaradi tega, ker smo bili dobesedno omejeni samo na sile na zemlji, samo na pogum in predanost naših prostovoljcev, medtem ko tehnika, žal, za katero bi morala poskrbeti država, v preteklosti temu ni sledila. Zato je bil prvi korak, ki je že obrodil sadove, ravno ta. Zagotoviti lastne letalske sile za hitro gašenje požarov. Zato smo šli v naročilo traktorjev iz evropskih sredstev, jih tudi že imamo, 4 letala in so se že pokazala v teh letih kot učinkovit način, kako hitro
požar zamejiti, ker pri požaru, sploh na Krasu, je ključna hitrost reakcije. In takrat, ko hitro reagiramo, in zato so letala najbolj ustrezna, lahko zamejimo, bom rekel, škodo, ne samo škodo, tudi moče, ki ga požar zajame. Ja, mislim, da so bila že uporabljena pri požaru leta 2024. Drži. Prvič in so se izkazali. In ravno ta, če hočete, spoznanje, ne zanašajmo se na to, kar imamo, ker bo to premalo, spravi, učimo se skupaj, spravi, naučili smo se, imeli smo solidarnost, ampak nismo imeli podpore iz zraka, torej dajmo spremeniti in zakonodajo, zato da bomo te, ki pomagajo na zemlji, prostovoljne gasilce, še bolje opremili, na drugi strani pa dajmo jim pomagati z tehniko iz zraka. To je način, kako, če priješ v politiko z namenom dejansko graditi boljšo državo, kako se lahko naučiš. In to je bila ena od lekcij, zelo dobrih, ki sem se takrat recimo naučil pri odzivu na požar. Smo jo ponovili pri odzivu na poplave, ampak na bistveno večjem nivoju, zaradi tega, ker je šlo za katastrofo večjih razsežnosti, ne samo po ozemlju, tudi po škodi. In bom dal spet primer. Jaz sem bil izjemno počaščen, ko sem v obisku Koroške pred par tedni in ko smo si ogledali gradbišče popolnoma novih cest, ki so zdaj na višjih višinah in tudi zavarovane pred podobnimi poplavami, ko smo slišali od županov, to so njihove besede, da se zdaj ne samo sanira škoda po poplavah, ampak gradi nova Koroška. Gradi se infrastruktura, ki bo odporna na ponovitev takih poplav, kar pomeni, da načeloma ne bi smele povzročati prevelikih nevšečnosti v življenju ljudi. To je pravi način. V preteklosti se je prečkrat samo saniralo škodo in pozabilo na to, da se lahko katastrofa ponovi. Mi vedno, ko reagiramo na katastrofo, poskušamo tudi preprečiti z preventivnimi ukrepi, z investicijami, zato da bi se to še kdaj ponovilo. Tudi iz tujine so prihajali komentarji zaradi hitre reakcije države, da dejansko je tudi ni prišlo do tega, da bi bilo več smrtnih žrtev. Namreč tudi tu se je potem takoj. Tle pa treba pohvaliti tako civilno zaščito, to je en tak unikaten sistem, ki nam ga zavidajo po celem svetu in tudi v Evropi, ki zelo hitro lahko aktivira takojšnjo pomoč, poveže vse prostovoljce v enoten sistem in tudi tokrat jih je. In je od slovenske, pa ne, tudi ostale, tudi slovenska vojska, slovenska policija, vsi prostovoljci, reševalci, gasilci, pobežajo eno celoto, ki deluje zelo učinkovito in ki je dejansko zmanjša učinke, neposredne učinke katerekoli katastrofe. To je nekaj, kar moramo negovati na vse možne načine in tudi počnemo. Potem je pa na nas, ko enkrat so te prve posledice odpravljene, da tudi zgradimo boljšo Slovenijo, boljšo, ki je odporna, in to počnemo sistematično ves čas. Tako, treba je vlagati, tako da se potem, ko pride do krize, lahko tudi takoj potem odreagira. To je bilo v preteklosti prevečkrat prezrto in zato so se potem tudi, ko se je poplava ponovila, je bila škoda še večja od prejšnje. Tako. In dejansko bi lahko prišlo tudi še do večjih katastrof, kar hvala Bogu tudi ni. Če sva že zdaj, bom rekla, načela malo sicer, kar se tiče naravnih katastrof, bi pa mogoče šla zdaj na temo, kar se tiče naših prebivalcev in prebivalk okoli zaposlitve. Namreč imamo zelo dobro, rekordno zaposlenost, prav tako pa zelo nizko brezposelnost tudi na ravni Evropske unije. Čeprav, bom rekla, so pa kdaj kakšni očitki tudi iz javnosti, da pa se zaposluje dosti tudi tujcev in da marsikdaj zmanjka kakšno delovno mesto za, bom rekla, državljanke in državljane Slovenije. Torej, naj začnem z stopnjo brezposelnosti. Tako nizka stopnja brezposelnosti, kot jo beležimo v zadnjih letih, ni bila še nikoli. Kar pomeni, da tudi tisti, ki so jih nekoč smatrali kot trajno nezaposljive, tudi število teh se je bistveno zmanjšalo. Jaz si upam trditi, da danes lahko delo najde vsak, mogoče ne tako, kot si želi, to drži, vedno je treba pri tem biti na nek način tudi iznajdljiv, kaj si želiš, pa kaj lahko dobiš, ampak delo je. Obstaja pa cel kup del, ki pa mogoče Slovence manj zanima. To so največkrat nizko plačena ali pa nižje plačena delovna mesta na različnih nivojih, recimo v gradbeništvu.
in tam je zaposlovanje tujcev na nek način prevladujoče. Ko smo začeli mandat, je bilo ena od glavnih prošenj, pričakovanj gospodarstva, na kakšen način bi hitreje lahko prišli do delovne sile. To ni bilo samo v gospodarstvu, to je bilo tudi recimo v zdravstvenem sistemu. Imamo pa tudi fenomen, ko preveč tujih delavcev v nekem okolju, še posebej takrat, ko se jim pridružijo tudi družine, lahko povzročajo različne pritiske na našo socialno državo. Ali na šolski sistem, ali na zdravstveni sistem, ali pa kaj podobnega. No in s tem delom smo se že začeli ukvarjati, se bomo pa še več ukvarjali v naslednjih mesecih oziroma letih. Spravi, na kakšen način uravnotežiti koristi, ki jih imamo kot država, ker imamo delovno silo, z socialnimi koristmi, ki jih pa tudi nekateri, vedno se najdejo taki, poskušajo izkoriščati za svoje cilje. Kako bi pa spodbudili recimo državljanke in državljane Slovenije, recimo, da bi pristopili k takim delom, kot je recimo na gradbišču? Jaz mislim, da ni potrebe, da bi jih to spodbujali. V Sloveniji hočeš nočeš je rojstev manj od naš naravni prirast peša in predvsem si želim, da bi vsak, ki ima znanje, in v Sloveniji slovimo po tem, da imamo znanje, dobil dobro plačano delovno mesto. Zato so naši napori niso usmerjeni v odpiranje delovnih mest nizko plačanih, ravno obratno. Ta so na nek način prepuščena trgu. Naš namen je, da spodbudimo tiste investicije, ki odpirajo dobro plačana delovna mesta, in tja smo tudi usmerili vse svoje napore v zadnjih 4 letih in bili, kar se mene tiče, izjemno uspešni. Mislim, da obstajajo podatki, po katerih je stopnja, je višina neposrednih tujih investicij v zadnjih 4 letih ena najvišjih kadarkoli. Slovenija danes je zanimiva za tuje neposredne investicije. In najpomembneje, to so tuje investicije v visoko plačana delovna mesta. Nihče od tujcev ne investira v Slovenijo zaradi nizkih stroškov, ampak izključno zaradi visokega znanja. In ti, ki investirajo v visoko plačana delovna mesta, jih naša davčna struktura v resnici čisto nič ne moti. In delovna mesta rastejo. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Več 100 delovnih mest, visoko, dobro plačanih vsako leto je na razpolago. K nam hodijo tudi tujci s tem namenom, da te delovna mesta dobijo. Ja, ker je pa nekaj očitkov iz strani gospodarstva, da so pa davki previsoki in da pa se podjetja v Sloveniji zapirajo in odhajajo v tujino. Statistični podatki tega ne potrjujejo. O davkih seveda ima lahko vsak svoje mnenje. Jaz bi rekel naslednje. Skupen davčni primež, to pomeni, koliko davkov Slovenija kot država pobere od vseh ljudi, gospodarstva in podobno v Sloveniji, je v resnici čisto povprečen. Tudi v evropskem merilu, nič kaj posebej dosti, v primerjavi z ostalimi. Znotraj tega skupnega davčnega primeža je pa ena kategorija, po kateri na videz Slovenija izstopa. In to je davek, to je bruto proti neto, davek na konkretno plačo. Ta davek sam po sebi ni nujno nekaj katastrofalnega, pa bom povedal zakaj. Ker ko pogledamo, katere so države, ki imajo tudi visok ali višji davčni primež od Slovenije in visok davek na plače, se med njimi izkažejo, naprimer, na prvih mestih skandinavske države. Naprimer Danska. Danska je država, kjer veljajo še višji davki kot v Sloveniji. Ampak Danska je pa tudi država, kjer živijo eni najsrečnejših ljudi. Enako velja za Finsko, kar pomeni, sliši se paradoksalno, dostikrat je visok davčni primež neposredno pomeni večje zadovoljstvo z življenjem v tisti državi. Zakaj? Ker ni odvisno samo od tega, koliko je višina davkov, ampak predvsem, kaj se s temi davki počne. V državah, kjer so ti davki namenjeni izboljševanju socialne države, in v Sloveniji zagotovo tako je, tam lahko živijo zadovoljni ljudje, kljub temu, da na videz plačajo višji davek kot kje drugje. Pa v resnici ne. Ja, ker zadnje čase se Slovenija zelo rado primerja tudi s Hrvaško, kar se tiče neto plače, se pravi, da nas Hrvaška prehiteva in po levi, pa tako po desni. Čeprav vemo, da dejansko tam v neto plačo recimo niso šteti malica, regres in tako naprej. In dejansko je ta primerjava
Kaj menite vi? Jaz najprej ne povem, da imam zelo rad Hrvaško, zelo rad tam tudi letujem in imam rad tudi ljudi na Hrvaškem. To pa nima nobene zveze z oceno, ki jo bom zdaj dal, ki je pa objektivna in temelji na podatkih. Skupen davčni primež v Sloveniji in na Hrvaškem je približno enak. Spravi, davke, ki jih dobimo mi ali ki jih dobijo oni, približno enako vzamemo. Razlika je, kje se jemljajo davki. In drži, najvišja plačana delovna mesta, predvsem menedžerska, so na Hrvaškem manj obdavčena. Bistveno manj kot v Sloveniji. To drži. Kje pa oni noter prinesejo? Spravi, če nekje ne poberejo, kje pa v resnici vzamejo? Imajo bistveno višji DDV. Kdo je tisti, ki plačuje več stroškov zaradi bistveno višjega DDV-ja? Mi imamo 22, oni imajo 25. Upokojenci, pa tisti z plačami, ki so nižje od povprečne. To je razlika med različnim pogledom na socialno državo. Ali želimo živeti v državi, kjer bomo nagrajevali tiste, ki imajo največ z nižjimi davki, ali želimo raje živeti v državi, kjer bomo skozi davke, kjer ne bomo jemali najranljivejšim, kot so upokojenke in upokojenci. Jaz se bom vedno odločil za to, da želim živeti v državi, kjer je čim več ljudi zadovoljnih, če pa zaradi tega par elitnih menedžerjev sanja o tem, kako jim je težko prispevati v skupno blagajno, je pa to nekaj, kar sem pripravljen tudi poslušati. Obstaja razlika velikanska, vsak se mora odločiti. Kaj mu je bolj pomembno? Peščica bogatih posameznikov ali blagostanje v družbi? Jaz bom vedno izbral blagostanje. Tako, zdaj tudi njihovi prispevki so nižji kot recimo pri nas, ampak posledično so potem tudi pokojnine nižje kot pa so recimo tudi po Sloveniji. Jaz bom dal en primer. Na eni strani imamo veliko razliko v pokojninah, tudi v najnižjih pokojninah, na drugi strani pa imamo naprimer stroške regresa, stroške malice, stroške prevozov. A veste, koliko znese prihodkov, neto prejemki, ki jih dobi vsak v Sloveniji, tudi tisti, ki so na minimalni plači, tega je približno za 5.000 evrov v povprečju, med 4 in 5.000 evrov na leto. Tega v nobeni statistiki, ki vam jo prikazujejo bogati posamezniki, ki sanjajo o Hrvaški, ni prikazano, da dobi vsak zaposlen Slovenec še dodatnih 4 do 5.000 evrov iz naslova teh prejemkov. Ampak to je tisto, kar spet in s tem se to dobijo in hkrati plačujejo nižji DDV. Spravi, vsak izdelek je pri nas zaradi tega davčno manj obremenjen. To je ta razlika med socialno državo pa med neko drugo državo. In tudi jaz sem tudi zaradi tega prepričan, da tudi zato v Sloveniji število prebivalstva, kljub manjšemu številu rojstev v Sloveniji narašča, medtem ko marsikje drugje pa žal ne. In iz Slovenije se po vseh podatkih še vedno več ljudi se jih priseli v Slovenijo, tudi po zadnjih podatkih, kot se jih iz Slovenije odseli. Tudi to pove marsikaj o kvaliteti življenja. Ja, zagotovo, ker na Hrvaškem se jih je v zadnjih letih kar precej tudi izselilo. Ne? Tega podatka se tudi ne omenja dostikrat. Prej ste omenili že tudi minimalno plačo, namreč od januarja dalje letos se je tudi pri nas minimalna plača zvišala, kar pomeni, da tudi to je dobro zdaj za naše prebivalke in prebivalce, kar se tiče vsakodnevnega življenja. Zelo dober podatek je, da je tokrat minimalna plača prvič v zgodovini višja od praga tveganja revščine. Spravi, danes tisti, ki je zaposlen in dela s polnim delovnim časom, tudi uradno, je nad pragom tveganja revščine. V preteklosti ni bilo tako. V preteklosti je bilo marsikdaj obdobje, ko je bila ta nižja. To je na eni strani. Na drugi strani je pa res, da je treba tudi ta sistem nekoliko spremeniti. Danes je preveč enostranski. Spravi, kako se določi višina. Jaz bi si želel, da bi imeli sistemsko rešitev, da bi zakon upeljal dobesedno povezavo, formulo, če želite, tako kot se usklajujejo pokojnine, tako kot se usklajujejo tudi plače, da bi tudi pri minimalni plači imeli neke vrste avtomatizem, ki bi bil predvidljiv, neodvisen od posamezne vlade, od posameznega ministra, bi bil predvidljiv in ki bi bil tudi pravičen. Trenutno smo še na točki, ko je preveč arbitrarno, preveč prepuščeno posameznim odločitvam. Tudi zaradi tega je marsikje slaba kri danes, zaradi minimalne plače, strani sindikatov slišimo o kompresiji spodnjih razredov in podobno.
Ampak tudi, če odmislimo ta del, dejstvo je, zaradi dviga minimalne plače so tisti, ki so najbolj ranljivi, sedaj na boljšem. Na računu imajo več. In tega pa nihče ne more zanikati. Pred nekaj časa sem imela intervju z ministrom, kjer je tudi dejal, da se za dolgotrajno oskrbo tudi zanima hrvaška stran. Imeli so sestanek, mislim, da meseca novembra in so izrazili željo po temu o nadaljnjih sestankih, da bi se nekako pogovorili, kako smo to v Sloveniji začeli, kako smo začeli implementirati, ker se zanimajo za ta vzorec. Je pa bilo že kar tudi precej kritik, kar se tiče dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, da so se prispevki začeli pobirati prej, preden je karkoli že bilo izpostavljeno in da to na dolgi rok ne bo vzdržno. Največkrat so kritiki eni in isti. Vedno gre za organizacije delodajalcev, ki praktično vsak ukrep, ki je v korist zaposlenih ali pa prebivalstva, takoj označijo za nevzdržen. Podobno so govorili pri božičnici. Na koncu ni nobene drame, nobeno podjetje ni zaprlo vrat zaradi božičnice, čeprav je bilo o tem dosti napovedi. In enako je pri dolgotrajni oskrbi. Ampak dajmo se vprašati, zakaj sploh gre. Dolgotrajna oskrba je nekaj, kar moramo razumeti kot dobesedno generacijsko solidarnost. Generacijsko solidarnost pomeni, da vsi prebivalci, vključno z upokojenci, prispevamo v skupno blagajno, ki ima namen, da ko se nekomu od nas nekaj zgodi zdravstveno, ko nas zdravje izda, lahko nas ne bo nikoli izdalo in bomo vsi srečni in bomo živeli do konca svojih dni zdravi. Lahko se nam pa nepredvidljivo, na to ne moramo vplivati, zgodi, da nas zadane kakšna od hudih bolezni, naprimer demenca. V takem primeru je prav, da smo mi prispevali v skupno, vzemite to kot zavarovalno polico, skupno blagajno, tako se ti to zgodi, poskrbijo iz te blagajne. Država poskrbi, da je za zdravstveno oskrbo tvojo poskrbljeno. Da ni odvisno, ali imaš otroke, ki so premožni ali ne, da ni odvisno, ali imaš dovolj visoko pokojnino, da si boš lahko pokril stroške bivanja v domu ob tej hudi zdravstveni težavi, ampak da je bivanje v domu ti omogočeno s tem, da za zdravstveno oskrbo poskrbi skupna blagajna ali podmača država. Ta del je civilizacijski. Spravi vsi na eni strani, vsi svojim staršem, svojim dedkom, babicam želimo omogočiti, da so dostojanstveno lahko v domu, da niso na naših plečih. Po drugi strani pa polete, ta dolgotrajna oskrba je zdaj vpeljana. Ni vpeljana za en mandat. Vpeljana je, da bova tudi midva nekoč lahko brezskrbno stara, ker bova vedela, da ne glede na to, ali imava visoko ali imava nizko pokojnino, ko bova našla mesto v domu ali pa doma, bo za zdravstveno oskrbo poskrbela država. Meni se zdi to izjemno po eni strani pomirjujoče, z vidika obetov za starost, po drugi strani pa tudi pravično. In zato se za to rešitev, me ne čudi, če se zanimajo druge države, mogoče sploh Hrvaška ni edina, je pa res, da tako veliko spremembo vpeljati zahteva pač svoj čas, zahteva tudi učenje, smo se marsikaj naučili, zdaj prva faza, ta najpomembnejša je za nami, oziroma dve fazi, ena je v domovih in domovi zdaj delujejo, so še neke izboljšave, ki jih bo treba narediti, predvsem pri tem, kako se obračunavajo te storitve na relaciji med zdravstveno blagajno in domovi, ampak ok. Peljana je e-oskrba na splošnem univerzalnem nivoju, kar pomeni vsak, ki je starejši od 80 let, se lahko prijavi v sistem e-oskrbe, kar pomeni ima pri sebi napravo, ki ga v resnici dela bolj varnega v njegovem domačem okolju, se pravi, na nek način ima stalno neko povezavo z ustreznimi službami. Medtem ko pa oskrba na domu, ta del je pa še v povojih, tle je treba pospešiti. Tudi v pogovorih, ki jih imam z ministrom, pritiskamo, da pospešijo aktivnosti pri izdaji predvsem osebnih načrtov. Gre prepočasi, se strinjam, ampak smo na začetku. Verjamem, da v naslednjih mesecih se bo tudi to področje spravilo na nek normalen operativni nivo in da bojo stvari tekle. Jaz sem v Nemčiji, mislim, da so potrebovali nekje okoli 10 let, da se je to vzpostavilo. Jaz sem pričan, da mi ne bomo potrebovali 10 let, zagotovo pa tega ne moramo narediti v 6 mesecih. Ja, to je, bi bilo zelo ambiciozno, če bi se to lahko uredilo tako hitro. Ena od lekcij, ki sem se jih naučil, je tudi ta, da v gospodarstvu vsi razumemo,
kaj pomeni planiranje in predvsem, da vsi razumemo, da ko je načrt zahteva 3 leta, razumemo, da je to 3 leta. V politiki, tudi ko poveš, da boš rabil 3 leta, te že po enem mesecu začnejo predvsem nasprotniki preganjati s tem, zakaj še ni. Vsi si želijo vse pa takoj nikjer ne deluje, tudi politike ne. Kaj pa pokojninska reforma? Bila je sprejeta, spremembe so že od 1. januarja 2026 tudi dalje. Tudi zaključek reforme naj bi nekako bil, mislim, da okoli leta 2045. Je pa tudi tukaj pomembna, se pravi, vzdržnost v nekako v sorazmerju s socialno varnostjo, so pa tudi sedaj upokojenci že prijeli tudi zimski dodatek. Pokojninska reforma je imela 5 ciljev, najpomembnejši cilj od vseh je bila dolgoročna vzdržnost. Spravi, kako vsi tisti, ki danes prejemajo pokojnine, kako zagotoviti, da bojo čez 10, 20 let, da bomo tudi vsi mi prejemali primerljive pokojnine. To je bil glavni cilj. Kot eden od stranskih učinkov tega cilja in sprejema je ta, da so nam tudi mednarodne finančne agencije izboljšale rating države. Spravi, naš ugled, finančni ugled, naš položaj se je izboljšal tudi zaradi tega, ker smo sprejeli tako pokojninsko reformo, ki ni posegla v pravice, današnje pravice, je pa zagotovila dolgoročno finančno vzdržnost. To je zelo pomembno, ker smo na primer na račun prihrankov iz boljših bonitetnih ocen en velik del, na primer božičnice v javnem sektorju lahko pokrili. Spravi, se je takoj poznalo že tudi v proračunu ta izboljšanje bonitetnih ocen. Drugi cilji so bili predvsem v tem, da se ranljive skupine, govorimo o invalidskih pokojninah, o vdovskih pokojninah, izboljšajo, da se odmerni odstotek od plače postopoma skozi leta zvišuje in da hkrati bolj se pokojnina pozna na to, koliko smo dejansko v blagajno vplačali. S tem se na nek način zmanjšajo špekulacije ali pa celo manipulacije s tem, koliko bomo plačevali skozi svojo pokojninsko dobo. In ravno to je tista največja vzdržnost, dolgoročna. Ker toliko, kot vplačaš, toliko imaš pol kasneje tudi za osnovo za prejemanje pokojnine. Pokojninska reforma je eden večjih uspehov, predvsem zato, ker je bila skozi socialni dialog usklajena celoti in je kot taka primer, da je sicer trajalo dlje časa, ampak zato ni bilo glasov proti, potem, ko je bila potrjena. Spravi, vse dvome, vse kritike se na njih odgovarjalo znotraj socialnega dialoga in zato smo pa tudi prišli do cilja, ki je bil sprejet na nek način skoraj da s popolnim konsenzom in tudi kot tak tudi uveljavljen. Se pa tudi tukaj zimski dodatek zviševal do leta 2020. Drži, upokojenci so pa res prvič zdaj upravičeni do rednega zimskega dodatka, če hočete mini božičnice, ki je vsako leto tudi se zvišuje po neki formuli in v lanskem letu so jo prvič bili deležni. Da. Zakaj božičnica, zakaj ta zimski dodatek? Zato, ker smo, kar je po svoje logično, ker smo se ravno tekom decembrov vedno soočali z stiskami ljudmi in po vseh, ne samo statistikah, ampak tudi pogovorih z delavci v teh dejavnostih, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, se pokaže, da so stiske ljudi ravno v praznikih, med prazniki največje. Nekatere od teh stisk bomo mogoče lahko tudi s tem, ko manjšim materialnim priboljškom tudi odpravili. Ker si želimo, da se vsi med prazniki počutijo kot enakovredni člani naše skupnosti in da si lahko tudi privoščijo znotraj družine mogoče kakšen priboljšek in od tu tudi ideja o zimskem regresu, o zimskem dodatku za vse, zato da so prazniki lepši tudi za vse. Lepši za vse, tako res je. Dejansko, kaj glede zaposlitev, potem še, ko smo že
nekako pri upokojencih, bi izpostavila mogoče še tudi ta model 80-90-100, se pravi, da tisti, ki velja sedaj od leta 2026 dalje, se pravi, tisti, ki so, bom rekla, malo pred upokojitvijo, lahko delajo 80%, prejemajo 90% plače, prispevki so pa 100% plačani. Vendar seveda tukaj se mora delodajalec s tem tudi strinjati, da gre v ta model. Kaj menite? Bo to v praksi delovalo? Torej, eden od elementov, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju, je, da niso vse službe enake. Imate službe, ki so bolj obremenjujoče za telo in take, ki v resnici so celo take, ki te držijo v boljši formi. Do zdaj pokojninska zakonodaja ni delala razlik med službami. Zdaj poskušamo na obeh koncih to nasloviti. Na eni strani tiste, ki so bolj obremenjujoče, da lahko delavec zaprosi že 5 let pred izpolnitvijo, pred upokojitvijo za skrajšan delovni čas, ki pa ne vpliva na njegove, na primer, bodoče prejemke. In si država deli z delodajalcem ta en dan z vidika plačevanja prispevkov. Ta del se zaenkrat kaže, marsikje je bil sprejet zelo pozitivno, nekateri ga že uporabljajo in prav je tako. In je predvsem namenjen tistim, ki želijo ravno zaradi fizične obremenitve si olajšati prehod iz popolnoma aktivnega življenja v upokojensko. Na drugi strani imate ljudi, ki se tudi potem, ko se upokojijo, si želijo delati še naprej. No in tudi tu smo izboljšali pogoje, tudi tu je zdaj dovoljeno več dela, oziroma je izguba, oziroma več dela, pa in hkrati obdržanje polne pokojnine. Ta del, spravi oba prehoda, sta tista, ki sta bila zdaj že uravnana. Verjetno se bo s časoma pokazala potreba po novi prilagoditvi tega. Največ zaradi delovnih mest, ki ne zahtevajo velike fizične obremenitve in ki so bolj intelektualno naravnane in kjer digitalizacija v resnici omogoča podaljšanje delovne dobe. Na ta način marsikje, prav s podaljšanjem delovne dobe, tudi zapolnjujemo kadrovsko vrzel, ki se kaže. Tako da je to v resnici sta oba mehanizma dobro sprejeta, tako prehod kot tudi podaljšanje. Potem je tudi prenos znanja, recimo na mlajše generacije. Za mentorske, ravno to, za mentoriranje mlajših je ta način podaljšanja, ko si že v penziji, podaljšanja delovne dobe takrat najbolj primeren. In se to tudi kaže, na primer, v različnih dejavnostih, zdravstvenih dejavnosti, socialnih dejavnosti, šolske dejavnosti, kot eden najbolj pogosto uporabljenih načinov. Ja, zagotovo, ker so določena znanja, ki niso zapisana, ki dajo samo prakso. Samo izkušnje. Tako. In to je tisto, kar je potrebno prenesti tudi na mlajše generacije. Ni vse samo na papirju, kjer lahko preberemo in se naučimo in gremo delati. Dejansko vedno manj je takšnega dela, se mi zdi tudi. Kaj pa zakon o udeležbi delavcev pri dobičku? To pa je bilo zdaj sprejeto, se pravi v mesecu februarju, in sicer bi naj bila vključena zaposlenih tudi v uspešnost podjetij. Se pravi, da se tudi na nek način zaposleni tudi čuti kot nek del podjetja. So mogoče kakšne varovalke tukaj, kar se tiče pri nadomeščanju rasti plač in tako naprej? Torej, vedno, ko izvajaš kakšne ukrepe, konkretno tudi za gospodarstvo, je treba pogledati, da so zaposleni v različnih kategorijah. Najprej imamo tiste, ki so na manj plačanih delovnih mestih in tam je pomembna višina minimalne plače, na primer. In za njih so, na primer, regresi zelo pomembni. Potem imate menedžerje, ki nekateri hočejo vedno več in te so najbolj glasni. Vmes pa imate, jaz ga bom imenoval srednji razred, ki je v resnici najbolj produktiven običajno, predvsem pa najbolj skrbi za rast celotnega gospodarstva. In ta je bil v preteklosti prevečkrat prezrt. Prav ta srednji razred. No in dva zakona sta bila v tem mandatu sprejeta, ki sta pa usmerjena prav v ta. Ne delujeta v celoti, ampak usmerjena sta v ta segment. V gospodarstvu, podarjam v gospodarstvu. Prvi zakon je bil že v lanskem letu in to je zakon o zadrugah. To je način, kako prenašati lastništvo iz enega lastnika na zaposlene na davčno zelo ugoden način. Spravi, da to ni nagrajevanje, ampak je prenos lastništva iz enega, ki se mogoče upokoji, ki bi rad se predal naprej svojim zaposlenim in kako pride do lastništva. Drugi zakon je pa zakon o udeležbi na dobičku.
Ta je bil pa sprejet prejšnji teden. Ta zakon pa v resnici naslavlja nagrajevanje iz dobička na način, ki ni enak obračunu prispevkov in plač kot pri prispevkov in davkov kot pri plačah, ampak je cedularen, kar pomeni, ima enotno davčno stopnjo, ki se jo uporabi za vsa izplačila. Na ta način predvsem tisti zaposleni, ki imajo višje plače, imajo bistveno nižjo obremenitev svoje nagrade iz dobička. Po izračunih, tle pri tem zakonu ni nobena skrivnost, da smo sodelovali z nekaterimi združenji podjetniškimi in po izračunih enega od teh združenj, to je SBC, Slovenskega poslovnega kluba, se izkaže, da ravno s tem, ko smo ta zakon sprejeli, postanejo plače v Sloveniji in plače v Avstriji primerljive. Nekdo, ki zasluži v Sloveniji 10 000 evrov bruto, ali pa nekdo, ki v Avstriji zasluži enako, plačujeta po tem zakonu, če se uporabi ta zakon v celoti, plačujeta primerljivo. Oziroma dobita primerljivo neto plačo. Na ta način izrazito izboljšamo globalno konkurenčnost kadrov v Sloveniji. Za tista podjetja, ki bojo to shemo uporabljali. Jaz verjamem, da vsa dobra podjetja jo bojo uporabljala. Je pa ta shema, zelo poudarjam, res tako narejena, da morajo v njej participirati vsi zaposleni. In to je za moje pojme največja lepota. Ni možno, da bi to shemo izkoristil samo menedžer, ki bi si izplačal svojo plačo praktično brez prispevkov, ostale pa pustil brez. Ne, po tej shemi je razmerje in če si želijo izplačati te, ki imajo visoke plače, morajo dobiti vsi na nek način tudi svoj delež. To je to, da ko delimo dobičke, jih je treba deliti med čim širši krog zaposlenih in tudi to ta zakon predvideva. Tako da verjamem, da bo ta zakon, ko bo zaživel, ker je bil težko pričakovan, ko bo zaživel, bo dal zelo konkretne rezultate in zelo višje neto prejemke med zaposlenimi. Tako. In bodo dejansko tudi zaposleni se čutili kot del podjetja, bolj kot pa samo nek prostor, kamor hodijo in delajo in dobijo na koncu plačo. Zagotovo, takrat, ko se lahko zaposlen poistoveti z dobičkom podjetja, na način, da ve, da bo del tega dobička tudi sam prejel na svoj račun, je tudi motiviranost za delo toliko višja. Kaj bi rekli na to, glede javnih financ, namreč proračun, se pravi, je bil sprejet 2026, 2027 in sicer so primanjkljaji višji, kot je bilo pričakovano in tukaj je bilo tudi kar nekaj odzivov z javnosti, da se ne dela gospodarno. V bistvu imate dva prava razsodnika. Prvi razsodnik so mednarodne bonitetne agencije. Zakaj jih uporabljam? Ker je samo od njih, od njihovih ocen odvisno, po kakšni obrestni meri se boš lahko zadolževal na tujih trgih. Noben drugi ne odloča o tem, kot odločajo one, s svojimi mnenji. In Slovenija nikoli ni bila v boljši poziciji, kot je v tem trenutku. Zato tudi nikoli niso bili stroški zadolževanja nižji, kot so danes, primerljivo z ostalimi državami. To je prvi odgovor, kaj je resnično stanje javnih financ. Drugi odgovor pa je, seveda bi bilo najboljše, ko javnega dolga ne bi bilo. Se strinjam. Pa vendar, ko smo nastopili mandat, je bil javni dolg v višini 80% bruto družbenega proizvoda. 80. Danes je na nivoju 66. Spravi, znižali smo procentualno javni dolg, pa še tisto, kar smo se zadolžili izključno za produktivne investicije. Zato ne samo, da me ne navdaja za zaskrbljenost za sedanjost, sedanjost je zelo dobra po vseh ocenah, neodvisnih inštitucij, mednarodnih, tudi prihodnost je v Sloveniji v resnici stabilna in tudi prihodnost je nekaj, kar nas lahko navdaja z optimizmom. Da, investiramo, ampak investiramo v naložbe, ki bojo ta denar tudi vračale. In to je tisto najbolj pomembno. Ja, mednarodna agencija, se pravi Fitch, nam je dala bonitetno oceno A+. Prav tako pa The Economist nas je postavil Slovenijo med uspešnejše gospodarstvene države in sicer mislim, da na 9. mesto od 36. Tako da tu bom rekla, mednarodne agencije nas prepoznavljajo. Mednarodne so zelo enotne, domači kritiki so pa pač domači kritiki. Ja, tudi OECD mislim, da nas je dal kot
zelo dobro oziroma skoraj nadpovprečno rast. Tako da včasih je potem težko tudi javnosti verjetno razumeti, komu, kako verjeti, kaj poslušati, glede na to, da mednarodne nam dajo dobre ocene, medtem ko slovenska domača javnost pa določena seveda se tukaj ne strinja s tem. Jaz mislim, da je najbolj osnovno pravilo, kdor je v dilemi, ali imajo prav mednarodni ugledni tujci ali domači kritiki, najboljše, da pogleda na svoj račun. Če je njegova plača dobi prejemkov bistveno več na račun sedaj, kot jih je dobival v preteklosti, je tukaj odgovor najbolj enostaven. In prejemkov, ne procentov, evrov na računu ima danes vsak Slovenec bistveno več, kot jih je imel, ko smo prevzeli mandat. In ko rečem bistveno več, govorim o realni rasti plač in prejemkov. Vsako leto je bila realna rast, pravi večja, to je nad inflacijo, pozitivna in tudi najnovejši podatki za leto 2025 kažejo enako. Slovenija ima eno najvišjih realnih rasti plač v Evropi. To je tisto, kar šteje. Ne štejejo statistike, šteje, koliko imamo ljudje od gospodarske rasti. In imamo samo na računu, nikjer drugje, ne v statistiki, ne v medijih, na računu. In ja, imamo več. Kaj pa mladi, si bodo lahko privoščili stanovanja? Zdaj tudi tukaj je bilo kar nekaj vlaganj, kar se tega tiče, tudi v prihodnje, se pravi, mislim, da v naslednjih 10 letih bo kar nekaj vloženega v to. Se pravi, v naslednjem mandatu je to tudi naslednji cilj. Drži, to je eden od tistih dolgoročnih ciljev, ki jih začneš, potem pa traja, da so rezultati vidni pri vsakomur. Še nikoli do zdaj ni bila sprejeta taka stanovanjska shema, ki bi delovala tako dolgoročno in tako radikalno spremenila razmere na tem področju, ko bo v celoti zaživela. Ne bom šel v stotine milijonov, ki so že bili investirani v tisoče stanovanj, ki so zdaj v gradnji. Najbolj pomembno je, da lahko zelo suvereno povem, da mladi bodo bistveno lažje prišli do stanovanja, najprej najemnega, kasneje tudi lastniškega. Začeli bomo z najemnimi, zakaj? V preteklosti, ko se je gradilo stanovanja iz javnih sredstev, so bila ta pretežno namenjena socialnim. Ja. To smo in še bomo spremenili. V našem programu je, da je največ 10% stanovanjskega fonda namenjeno socialni problematiki, ostalih 90% mora biti ali za mlade družine ali za kadrovska stanovanja. Želimo, da mladi čim hitreje prijo do doma lastnega, če tudi najemniškega, zato da si lahko začnejo ustvarjati, razmišljati o družini. Naslednji korak je jamstvena shema, kako bi lahko ta stanovanja tudi odkupovali. Ampak najprej jih moramo zgraditi. In zdaj smo zagotovili denar, zagotovili smo milijardo za naprej, pa 250 milijonov že vloženih, s katerimi bomo zgradili ta stanovanja, ki bodo na razpolago tako za najem, kot tudi kasneje za odkup. To je najboljši možen odgovor na to, kako tudi zmanjšati naraščanje cen nepremičnin, predvsem pa mladim omogočiti to možnost, da pridejo do lastnega doma. In seveda potem tudi poskrbeti za demografijo. Na nek način. Jaz sem prepričan, da takrat, ko imaš dom, se dosti lažje odločaš, da hitreje osnuješ svojo lastno družino. Zato verjamem, da je to eden od predpogojev, če želimo govoriti o tem, da se dvigne število rojstev. Ni druge poti. Brez doma lastnega je to zelo težko naslavljati. Mladi seveda se pa tudi zaposlujejo v javni upravi in tudi plačna reforma javnega sektorja je bila urejena oziroma z lanskim letom 2025 se je začela uveljavljati, zdaj v 2026 se je nadaljevala. In kako vi ocenjujete prve učinke tega? Plačna reforma se je začela, zdaj se izvaja, ne pridejo še koraki. Jaz to imenujem kot preteklosti. Pa vsi vemo, da brez medicinskih sester, brez vzgojiteljic, v bistvu ne moremo živeti, ko potrebujemo, niti nimamo kam dati otrok, ko smo v službi. Pa hkrati, kljub temu, da vsi to vemo, so te plače najbolj zaostajale. Od leta 2012, ko je bil sprejet zloglasni ZUJF, so se plače v javnem sektorju se njihova rast izrazito zaustavila in je zaostajala za, na primer, gospodarstvo. Zato so se vedno več mladih
se pač ni odločalo. Niso se odločile za vzgojiteljske poklice, za šolske poklice, niti ne za zdravstvene. Hkrati pa vemo, da potrebujemo, ker je to nujno, če želimo, da družba funkcionira. Zato je bil prvi korak na nek način, da ne samo govorimo, kako jih spoštujemo, ampak da to spoštovanje izkažemo tudi skozi konkretne dvige njihovih plač. In to je naslovila plačna reforma. Učinki so že tu, vem, tudi božičnica je bila zelo dobro sprejeta, prav med temi, ki so bili desetletja zapostavljeni. In zaradi tega sem prepričan, da bo tudi kvaliteta javnih storitev v zdravstvu, v šolstvu boljša, kot je bila naprimer pred 4 leti. Hkrati smo pa tudi omogočili, da za tiste mlade, ki se odločajo, da vstopijo v javni sektor, da so vstopne plače tudi boljše, kot so bile v preteklosti. In so primerne glede na izobrazbo in tudi na izkušnje, ki jih imajo druge. Spravi, ker vemo, da želimo tudi pomladiti ravno te sektorje, kot so zdravstveni pa šolski, ker je to edini način, da bomo, ko pride do prehodov v pokoj strani sedanjega kadra, tudi zapolnili kadrovske vrzeli. Smo pa hkrati tudi zelo povečali število štipendij in vpisnih mest. Štipendij za učiteljske poklice in vpisnih mest na fakultetah za zdravstvene delavce. Ravno zato, ker vemo, da moramo zdaj izobraževati kader, zdaj vlagati v mlade, da bodo te poklice tudi kasneje prevzeli. Se bo pa potem pri teh poklicih najverjetneje tudi uporabljala, kot se že tudi sedaj, umetna inteligenca. Napovedali ste tudi brezplačno za vse državljanke in državljane, se pravi na nacionalno platformo. Kar se tega tiče, povejte, kako daleč je pa s tem? Ja, je precej daleč. Najprej samo osvežim idejo. Danes marsikdo, po nekih statistikah, že več kot 50% Slovenk in Slovencev uporablja umetno inteligenco v svojem življenju. Je tudi vi? Ja, da. Pa nihče v resnici ne ve, kaj se s temi podatki, ki jih vnaša, dogaja. In ti podatki so razpršeni po celem svetu in kdo ve, kaj je z njimi. Zato je eden glavnih ciljev te pobude, da se vzpostavi nacionalna platforma, ki bo varna z vidika obdelave podatkov. Kaj to pomeni? Imeli bomo svoj lasten oblak, večina ga bo v Sloveniji, en del bo mogoče v Evropski uniji. Nič od teh podatkov ne bo moglo iti ven iz območja Evropske unije, kar meni bojo zaščiteni in bodo obdelovani samo znotraj Evrope. To je prva stvar. Hkrati bi pa ta platforma delovala kot na nek način podatkovno skladišče, na katerega bi lahko preko posebnih vmesnikov navezovali in bi bilo odprtokodno, preko njega bi pa preko vmesnikov navezovali komercialne aplikacije. Nekatere od njih, in o tem potekajo zdaj pogajanja z največjimi ponudniki svetovnimi, nekatere od njih bi bile tudi za vse državljane brezplačne. Pogajanja so v fazi, ko bi mogoče v roku naslednjega meseca jih že lahko zaključili in omogočili dostop vsakemu Slovencu, vsaki Slovenki, brezplačen do najbolj razširjenih orodij za umetno inteligenco. Kritike so bile tudi, da želi s tem država imeti pod nadzorom. Lepo vas prosim, danes nas imajo pod nadzorom cel svet, pa to nikogar ne moti. Ne, želimo zaščititi ljudi, da ne bi kdo mogel priti do teh podatkov nepooblaščeno. Ta platforma bo zelo strogo regulirana in zagotovo ne bo država tista, ki bi imela dostop, ampak ljudje sami. Je pa statistika, kjer je pokazala, da dejansko v gospodarstvu podjetja se nekako še ne spuščajo v uporabo teh orodij kot takih, ne zaupajo najverjetneje temu, da bi bila v tako široki uporabi pri njihovem delu. Jaz si upam trditi, da večinoma so ta orodja razširjena med posamezniki, bistveno manj v javni upravi, ker smo primorani zaradi zaščite podatkov, da se trenutno tega malo poslužujemo, in podjetjih podobno. Dokler ni sistem res zanesljiv in ne verjamemo in mu ne zaupamo, do takrat tudi poslovno občutljivih podatkov ne želimo dajati v tak sistem. Tudi to je eno od vprašanj, ki ga želimo zdaj nasloviti, da bojo podjetja lahko hitreje in predvsem bolj varno uporabljala ta orodja.
Kaj pa bojazen ljudi, da bi jih umetna inteligenca nadomestila, da bodo izgubili zaradi tega službe? Videli smo, recimo Washington Post je odpustil kar nekaj ljudi, kar se tega tiče, ne, nekako tudi v tem smislu, da jih je nadomestila nekako umetna inteligenca. Torej, skozi celo civilizacijo se dogaja proces modernizacije in takrat nekatera delovna mesta izginjajo in druga se ustvarjajo. Jaz ne bi govoril o bojaznih, jaz bi bolj govoril o tem, da zagotovo vsako novo orodje pripelje do tega, da bodo nekatera delovna mesta nadomeščena, umetna inteligenca tudi, nikakor pa to ne pomeni, da bodo vsa delovna mesta izginila in tudi to že vidimo. Vidimo, da se ustvarja potreba po novih delovnih mestih in verjamem, da bo to tako tudi v bodoče. Kar pa mi kot odgovorna vlada želimo narediti je, da ljudi usposobimo. Da jih usposobimo, da ta orodja, ki so na razpolago, uporabijo za to, da povečajo svojo učinkovitost pri izrabi časa ali pa pri izrabi resursov in da s tem povišajo na neki strani, izboljšajo svojo kvaliteto življenja ali pa dvignejo produktivnost v podjetjih. Po vseh podatkih, ki jih imamo, se je produktivnost v podjetjih bistveno zviša, takrat, ko začnejo uporabljati ta orodja na pravi način. Na nas pa je, da pomagamo pri usposabljanju ljudi, da se lažje s tem tudi soočijo. To je potrebno tudi pri starejših, posebej pri starejših. Mogoče... Pri vseh generacijah. Ja. Ampak ena od glavnih lastnosti umetne inteligence je tudi ta, da je izrazito enostavna za uporabo. Preveč enostavna kdaj? Govori slovenski jezik, kar je bistveno zmanjša te prepreke in ovire za to, da se razširi med vsemi generacijami. Pa bom pa kar omenil. Celo moja mama, ki ima več kot 80 let, ve, o čem se pogovarjamo in ni nekaj, kar bi jo navdajalo s strahom samo po sebi. Ker je jezikovna bariera ena najpomembnejših in v preteklosti je bila tista, to je bila jezikovna bariera ta, ki je preprečevala starejšim generacijam, zdaj te več ni. Ste pa zdaj kot vlada, se bom zdaj navezala na družbeno omrežje, ste sprejeli pa smernice tudi za mladostnike, se pravi za mlajše od 15 let, da bi bila na nek način omejena oziroma prepoved uporabe družbenih omrežij. Seveda po nekem vzoru tudi drugih držav, ki to že imajo uvedeno. Kaj bi mi lahko več o tem povedali? Jaz mislim, da je v tem trenutku en tak evropski trend, da se začenja razprava, ni še čisto upeljano, je pa razprava o postavitvi neke meje. V tem trenutku razmišljamo o meji 15, mogoče 16, ampak jaz se bolj nagibam 15 let, ko bi bila uporaba družbenih omrežij prepovedana. Prepovedana predvsem zaradi psihološkega vpliva, ki ga imajo na naše možgane, imajo na vse možgane, tudi na starejših. Ključna zadeva, ki se meni osebno zdi pomembna, je odvisnost. Odvisnost od uporabe in odvisnost od vrednot, ki jih ta omrežja širijo. In zagotovo je sploh v zgodnji mladosti dejansko to nekaj, na kar moramo biti pozorni. Bom pa poudaril še eno stvar, samo prepoved ne bo delovala. Moramo vpeljati tudi na nek način ozaveščanje med mladimi, spravi, preden pridejo do te starosti, ko lahko začnejo uporabljati, je po moje treba tudi v šolske kurikulume vpeljati predmet, na kakšen način varno uporabljati socialna omrežja, ko dopolnijo 15 let. Še takrat bo postala prepoved učinkovita. Če ne bomo naredili tega prvega koraka, ozaveščanja, potem nam tudi prepoved ne bo kaj dosti koristila. Varnost pa ni samo na spletu, varnost je pa tudi vsak dan okoli nas. Zdaj po anketah sodeč, tudi slovensko javno mnenje, mislim, da je pokazalo, da smo načeloma Slovenci, da se čutimo varne. Ne glede na to, pa seveda marsikdo tudi izmed kritikov pravi, da Slovenija ni več tako varna država, kot je bila, da se bojijo migrantov in pa tudi, kar se tiče dogodka, ki je bil v Novem mestu pred cirka pol leta oziroma malček manj, se ljudje tu pa tam ne počutijo več morda toliko varne. Kaj bi vi na to porekli? Najprej začnem pri nezakonitih migracijah. Ko smo prevzeli vlado takoj po pandemiji, so te skokovito poskočile. Razlog zakaj, ker so bile prej zaradi pandemije vsi tokovi zaustavljeni. Danes smo pa že na točki, ne ko samo lahko napovemo,
ampak ko že vidimo, da so ukrepi preprečevanja migracij, evropski ukrepi prijeli, dotok ilegalnih migrantov je bistveno nižji, kot je bil recimo v letu 23 ali 24, in je še v padu, spravi v padanju, kar nas navdaja v resnici z optimizmom. Slovenija sicer nikoli ni bila ciljna država, pa vendar je neprijetno, če gre veliko število ljudi prečka ne samo mejo, ampak celo državo. Danes so ti tokovi zelo pod nadzorom. Ne začne se nadzor na slovensko-hrvaški meji, to je zmotno mnenje. Tudi na našo pobudo so vzpostavljene trilateralne patrulje, Slovenija, Hrvaška, Italija, na hrvaško-bosanski meji, zato da se zajame prebežnike čim hitreje. Spravi, zunanja šengenska meja je tista, na kateri se ta nadzor, poostren nadzor izvaja. In jaz sem prepričan, da tudi zaradi tega je pritok v Slovenijo manjši, in to je izrazito manjši. Po drugi strani je pa seveda treba potem tudi, ko ti ljudje pridejo k nam, poskrbeti za varnost doma. Na eni strani za njihovo integracijo, na drugi strani za varnost doma. Po mednarodnih pokazateljih je Slovenija 9. najbolj varna država v Evropi, in jaz si želim, da tako tudi ostane. Varnost je včasih, ampak statistika tle ne pomaga. Varnost je občutek, ki ga vsak od nas nosi v sebi, in ja, želimo, da je ta občutek boljši. Zato smo po uboju v Novem mestu, po smrti v Novem mestu, reagirali zelo odločno. Tle ni šlo za migrante, ampak je šlo za občutek varnosti v javnem prostoru. Ukrepi so šli v več smeri, kar se pa same varnosti tiče, smo pa še vedno zelo odločni na več področjih. Na eni strani področje nošenja orožja. Nekateri opozicijski poslanci odkrito pozivajo k oboroževanju. Oboroževanje nikjer ni izboljšalo varnosti, nikjer. Nenazadnje Združene države imajo največ orožja med prebivalstvom, pa zaradi tega tudi največ pobojev, na žalost. Tisto, kako lahko orožje želimo umakniti iz uporabe, zato je Šuterjev zakon dovolil policiji, da ko zazna prisotnost orožja, lahko vstopi v stanovanje ali avtomobil brez sodnega naloga, spravi, ne more se več nekdo skriti za neko zasebnost, če vemo, da ima orožje, in so bili že pri tem uspešni pri uporabi teh določil. Hkrati smo pa dali tudi poziv vsem državljanom, da predajo policiji orožje, in je bil zelo uspešen. Marsikdo se je iz tega norčeval na začetku, še posebej opozicija, ko so pa videli, koliko dobesedno, ampak res, avtomatskega orožja, koliko ročnih bomb in min, poleg dolgostrelnega orožja, pušk in pa pištol je bilo predanih, so pa kritiki utihnili. Jaz sem zadovoljen, da je bila ta akcija zelo uspešna, da smo tudi s tem zmanjšali verjetnost tragičnih dogodkov v prihodnje. Hkrati smo pa tudi poskrbeli še za eno stvar s Šuterjevim zakonom, in to je, predstavljajte si, v preteklosti, če ste bila napadena, pretepena, je bilo na vas kot žrtvi, da prijavite in vodite postopek pred sodiščem proti napadalcu. Pravi, vi ste morala biti tista, ki bi ga prijavila, vi ste morala biti tista, ne ki bi samo proti njemu pričala, ampak od vas je bilo odvisno, ali bo postopek sploh stekel. Seveda je v takem primeru marsikateri nasilnež ustrahoval svoje žrtev in potem sploh ni prišlo do postopka. Po novem, v Šuterjevem zakonu smo obrnili in sedaj ni več na žrtvi, ampak je na državi. Policija in tožilstvo morata zaščititi vas kot žrtev in morata po uradni dolžnosti sprožiti postopek, takrat, ko gre za kaznivo dejanje napada s telesno poškodbo ali pa z orožjem oziroma nečem, kar je podobno orožju. Tudi to je že delovalo v praksi, ko je nekdo napadel v Novem mestu, mislim, da varnostnika z izvejačem, je bil takoj preganjen strani policije in tožilstva. Sicer najverjetneje varnostnik tega sploh ne bi te prijave podal, ker bi ga ustrahovali. Tako deluje konkretno Šuterjev zakon. Zaščiti žrtev pred napadalci, zelo uspešno, hkrati pa poskrbi, da je manj orožja v obtoku. To sta te dve področji, ki sta zelo direktno učinkovali za to, da je varnost boljša danes, kot je bila pred 6 meseci. Marsikdo je bil proti temu, ampak
Je Jaz bilo sem kar nekaj- prepričan, Ja. jaz sem prepričan, da je to edina pot, ker če ne bomo nasilju rekli ne, dovolj je, potem jim v resnici odpiramo pot, tudi naše domove in potem se to nikoli ne konča. Ta drugi zelo pomemben element je pa tisti, o katerem se zadnje čase govori, in to je, ali je prav, da nekdo, ki prejema socialno podporo, pravi živi od naših prispevkov v blagajno, ali je prav, da je on nedotakljiv pred zakonom. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ravno tisti, ki je na socialni podpori, mora še toliko bolj spoštovati skupna pravila, ker smo mi tisti, ki mu omogočamo, da živi dostojno življenje, ne more se potem on požvižgati na pravila, ki jih pa vsi ostali spoštujemo. In ja, po novem je možno, da davčna uprava zaseže tako socialno pomoč do neke mere, prav je, da se poskrbi za otroke, zaseže pa se lahko tudi nekatero premoženje, naprimer avtomobile. In ravno ukrep zaseganja avtomobilov prekrškarjem, tem, ki ponavljajo prekrške, se je izkazal kot najbolj učinkovit ukrep preventive. Ne boste verjeli, ampak po vseh statističnih podatkih je število prekrškov na teh območjih na Dolenjskem začelo upadati. Zato, ker so ljudje prekrškarji, ki so jih prej ponavljali iz dneva v dan, ugotovili, da niso več nedotakljivi. In to je zelo pomembna zmaga nad njimi. To je konkretna zmaga tega zakona. Prej ste že omenili avtomobile, pa se bom zdaj malček navezala na infrastrukturo. Namreč tudi tu so bili kar veliki projekti, in sicer modernizacija železnic, drugi tir, tretja razvojna os, tudi potniški center Ljubljana. Bomo kdaj med poletjem hitreje prišli v prestolnico ali iz nje? Morda tudi ne z avtomobilom, morda z drugimi prevoznimi sredstvi. Torej, prvo treba povedati, da ko gradiš cesto, je na cesti več zastojev. Ne more biti drugače. Ne moreš graditi, ne moreš obnavljati, hkrati pa pričakovati večjo pretočnost ob večjemu številu avtomobilov. Tisto, kar počnemo, zastavili smo zelo jasno na obeh, tako na avtocestah kot na železnici, čeprav je v tem trenutku več investicij na železnicah. Na železnicah želimo predvsem povečati pretok tovornega blaga, zato da tu zmanjšamo tovorni promet po avtocestah. Zelo enostavno. Želimo vzpostaviti koridor med Luko Koper in Karavankami, ki bi bil pretočen za tovor. Cilj je, da do leta 2030 za 2-krat povečamo tako pretovor v Luki, kot tudi prevoz do avstrijske meje. 2-krat. Samo v 5 letih. To je ogromna številka in tudi velikanska gospodarska priložnost za Slovenijo, ker bo ustvarila nova delovna mesta, novo vrednost in višje plače. Na drugi strani imamo ceste, namenoma bomo vzpostavil Koroško in tretjo razvojno os. Na tem severnem delu v tem trenutku potekajo gradbena dela na celotni trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Pričakujemo, da bodo v kratkem, do konca tega leta, stekla tudi gradbena dela od Velenja do Šentruperta in na ta način bi mogoče, če bo šlo po načrtih, do 2030 se lahko Korošci pripeljali po avtocesti iz Slovenj Gradca do Celja. To je načrt. In tle, ker kot rečeno, gradbena dela že potekajo, smo precej optimistični, da bomo te načrte tudi speljali. Žal je precej slabša situacija na južnem in srednjem delu, predvsem zaradi umeščanja v prostor. Tudi ko se pride do gradbenega dovoljenja, se najde neka civilna iniciativa, ko se stvar zaustavi, smo odločeni, da peljemo naprej. Tako da verjamem, da bojo tudi ta 2 odseka v naslednjem mandatu doživela gradbene lopate in da bo potem tudi tu, da bo dela stekla. Ampak najpomembneje je, da zdaj vemo, kdaj bo severni del dejansko zaključen. Vmes se pametno širi ljubljanski obroč, ne zaradi Ljubljane, ampak ker je tu stičišče vseh prometnih tokov iz cele države, iz vseh smeri. Ja. Zato je toliko bolj pomembno, da se obvoznica pametno razširi. Ko rečem pametno, pomeni tako uporabo vseh mehanizmov, tudi orodij za usmerjanje prometa, tudi umirjanje prometa pred vstopom na obvoznico, kot tudi širitev s 3. pasom na nekaterih odsekih, ki tudi že poteka. Na ta način verjamemo, da se bo tudi pretočnost po celotnem avtocestnem križu izboljšala, ko bomo odpravili to ozko grlo, ki ga danes predstavlja
ljubljanska obvoznica. Ja, Slovenija je majhna, ampak zanimiva država. To vidimo sploh v času turistične sezone. Namreč takrat imamo tudi, kar se tega tiče, ogromno turistov, ki so v Sloveniji, in tudi naš turizem dejansko tudi cveti. Bom rekla, po celi Sloveniji, od gor do morij, do jezer in tako naprej, do Prekmurja, kjer imamo čudovite ravnine. Tako da tudi v turizmu, bom rekla, Slovenija lepo cveti. Turizem se je izjemno dobro razvijal v zadnjih letih in število gostov vsako leto raste, predvsem pa vsako leto pustijo več denarja, kar je tudi tisto, kar šteje. Prav pa je, da na eni strani zaščitimo svojo deželo pred prekomernim turističnim vplivom, na drugi strani pa, da takrat, ko turist k nam pridemo, omogočimo čim višjo storitev, čim višjo kvaliteto. In jaz mislim, da imamo zelo dobro ravnovesje med tem dvem in zato nas upravičeno razglašajo na najrazličnejših lokacijah in publikacijah v svetu za enega od neodkritih draguljev Evrope, in jaz si želim, da tako tudi ostane, da ostanemo dragulj še naprej, tudi ko nas odkrijejo. Zato pa sicer zadnje čase naši športniki tudi zelo dobro skrbijo. Tako da jaz mislim, da je marsikdo slišal za Slovenijo tudi zdaj preko naših športnikov, tudi v športno infrastrukturo se je precej zdaj vložilo in se še. Drži, in bom dal primer kolesarstva. Ravno zaradi odličnih uspehov naših kolesarjev v zadnjem času smo stopili v stik z organizatorji dirke po Franciji in čisto možno je, da bomo že tekom naslednjega mandata tudi gostili štart te dirke v Sloveniji, zato ker so ugotovili po prepoznavnosti, po odmevnosti uspehov naših super fantov, da je mogoče pa Slovenija res ne samo športna meka, ampak tudi zanimiva za obisk v tem primeru te dirke. Omenja se tudi Eurobasket za leta 2029. Drži, v košarki imamo druge talente. Ja. Imamo ogromno talentov. Imamo ogromno talentov. Namenoma nočem izpostavljati imen, da ne bi naredil komu krivice, ker vedno obstajajo različni. Nikoli ni to stvar enega posameznika. En posameznik je pomemben, ampak vedno je ekipa tista, ki naredi razliko, oziroma tudi v športih mora biti športov več, da se to dejansko vidi. Tako da, ja, imamo izjemne športnike in ne samo, da so nam navdih, marsikdaj tudi kakšno noč zaradi njih ne spimo. Ja, drži, to pa se popolnoma strinjam. In to so super noči. Vsi mislim, da jih radi, bom rekla, prebedimo. Povejte mi, boste ponovili mandat, kot je to tudi uspelo v zgodovini dr. Janezu Drnovšku? Jaz sem prepričan, da smo v tem mandatu pokazali dvoje. Na eni strani smo pokazali pogum in odločnost, da se lahko soočimo s katerimkoli izzivom, ki bi ga na nas prinesla ali narava ali mednarodne razmere. Hkrati pa se nismo ustrašili stvari, ki so jih drugi prej zapostavljali. Spravi smo zgradili močne temelje. Verjamem, da ko bodo ta dela zaključena, ker delo še ni končano, ko bodo zaključena, bodo koristi teh sprememb, ki jih zdaj izvajamo, teh prenov, čutili prav vsi državljani. Nekatere koristi čutimo že danes, skozi višje plače, višje pokojnine, nižje položnice v domovih za starejše, nekatere še pridejo, naprimer boljša dostopnost v zdravstvenem sistemu. Ampak zdaj vemo, kje so izzivi, vemo, kaj moramo narediti in zato smo prepričani, da lahko delo uspešno pripeljemo do konca. Zato tudi gremo na volitve z jasnim sporočilom. Naš namen je dokončati začeto. Dajte tisto zaupanje, ki smo ga dobili v letu 2022 od vas, razumeti kot zaupanje v prenovo, in prenova pač zahteva nekaj več časa, ampak je pa že danes znana, v katero smer gre. Želimo ostati odprta družba, svobodna družba, tudi ko se ne strinjava, nič narobe, vsak ima pravico do svojega mnenja. Predvsem pa želimo ostati družba, v kateri se bo na eni strani boljše živelo, bomo zadovoljni s svojim življenjem, hkrati bomo pa imeli zelo stabilne obete za rast in razvoj v prihodnje. Jaz sem prepričan, da nam je to ravnovesje v tem mandatu dobro uspevalo, v bodoče bo pa lahko še boljše, ker smo ogromno vlagali v znanje in te investicije bojo dale zdaj učinke v naslednjem mandatu. Imate kakšne konkretne 3 cilje, ki jih boste nadaljevali v naslednjem mandatu? Ciljev je dosti na vseh področjih. Glavna stvar
Na področju socialne države je dostopnost v zdravstvu. Kako izboljšati, kaj se danes kaže? Ko si v zdravstvu, si zadovoljen, ker so res predani zaposleni, visoka kvaliteta medicinskega osebja in posegov, težko priti noter. Različni razlogi so. Niso vsi taki, ki so upravičeni in te zdaj počasi odpravljamo. Jaz sem prepričan, da do konca naslednjega mandata bo dostopnost do zdravstvenih storitev radikalno boljša in hitrejša, kot je danes. Zato, ker vemo, kaj moramo narediti in to že izvajamo. To je prvo. Druga stvar je znanje, kako znanje, katera smo zdaj vlagali, spraviti do boljših plač, do višjih plač. In to je preko odpiranja novih delovnih mest, ki so usmerjena v nove tehnologije, tudi v umetno inteligenco, s česar bomo imeli višje plače. Na eni strani smo poskrbeli zdaj za ljudi, zdaj moramo še za razvoj. In tretja stvar je varnost. Mi bomo nadaljevali s tem, ne da obljubljamo, mi delamo, mi smo prvi, ki smo spremenili zakonodajo, da smo danes dejansko bolj varni. In bomo s tem, da ostanemo varni, tudi vztrajali. Pred varnostjo, tle ne more biti kompromisov, vsak mora prispevati svoj delež varnosti in potem bomo lahko živeli brezskrbno. Imate še kakšno sporočilo za naše gledalke, gledalce, poslušalke, poslušalce? Jaz si želim, da se vsak, ko se bo moral odločiti, vpraša samo eno. Po kateri poti želi iti? Želi iti po poti, ko bomo gradili skupaj še naprej državo in družbo, kateri bomo zadovoljni in bomo želeli živeti svobodno, ali pa bomo šli po poti, ko bo vse podrla in poskušala vzpostaviti nek nov sistem, ki bo na videz v redu, ker vam ne bo treba nič misliti, ker bojo drugi namesto vas miselni, ampak v nekem trenutku se boste pa zavedli, da ste v kletki. Gospod predsednik vlade, najlepša hvala za vaš čas in za obisk. Hvala tudi vam. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.